večer in dobrodošli, ljubitelji in ljubiteljice literature. Nocoj se bomo družili s pisateljem, gospodom Ernestom Jazbinškom. Dober večer in dobrodošli. Predno se midva tako čisto zares zaklepetava o literaturi z vami. Predlagam, da se ogledamo en tak uvodni filmček o vašem življenju in ustvarjanju. Ne? Roman Trdoživa Kozjanka temelji na resničnem dogajanju v družini iz Kozjanskega Gričevja v ozadju Šentjurja in v Celju med letoma 1947 in 2008. Trenutek ljubezenske nepremišljenosti pripelje Anko do neslutenih posledic, ki trajajo desetletja, da bi družina obvarovala sramote rojstva Pankrta, privoli v nezaželeno poroko. Ankina hči Milena je srečno poročena, moževa nesreča pa jo pahne v brezno revščine. Za preživljanje 5 otrok je pripravljena storiti vse, žrtvovati tudi svojo čast. Po borbenosti in trdnosti značaja je podobna mami. V nesreči naleti na dobrega človeka, ki njej in njenim otrokom ponudi roko rešitve. Avtorjevi liki so izjemno živi, realni, kar na cesti bi jih prepoznal. Izstopajo čvrste in nezlomljive matere, ki se kot levinje borijo za svoj rod, je v romanu zapisal pisatelj Danijel Artiček. Domačijski roman je predvsem poklon kozjanski ženski, hkrati pa tudi katerikoli predani materi. Avtor preseneča s svojo rahločutnostjo, predvsem pa s pretanjenim poznavanjem ženske duše, njenega značaja, mišljenja in trpljenja, menita Andreja in Peter Tkalec. Vaša življenjska zgodba, kot smo slišali, pa se je začela leta 1944 v Zabukovju nad Sevnico. Kako pa je potem, kako se je razvijala? Torej, otroštvo, tisto zgodno otroštvo je bilo popolnoma normalno otroštvo kmečkega fanta, pravzaprav podeželskega fanta, mi smo bili kočarji, ne kmetje. Potem pa sem pri 9 letih po nesreči se skočil z ene pol metra visoke veje na tla in takrat se mi je zgodila poškodba leve stegnenice, malce pod koljkom se mi je preklala po dolžini. Z tega se je razvila bolezen osteomilitis in zdravniki so pri teh stvareh, pri mojem zdravljenju, naredili nekaj kardinalnih napak, ki sem jih seveda drago plačal jaz. Tu je bilo omenjeno, da sem do 19. leta prestal 18 operacij in ravno 18. operacija je bila amputacija noge iz koljka. Potem pa seveda se je pa začelo, da sem bil prej ves čas po bolnišnicah in sem se naenkrat znašel pravzaprav v civilnem življenju, ki ga nisem bil navajen. Sem pri 11 letih na zadnjikrat stopil na mojo levo nogo. Potem sem bil pa praktično 8 let večina po bolnišnicah in sem bil navajen bolnišnične pižame in seveda skrbi za vse. Tam so rekli, kdaj je treba si noge umiti, kdaj si treba zobje umiti in tako naprej. Skratka, za vse je bilo seveda v bolnišnicah poskrbljeno in so te tudi komandirali. Potem sem se pa naenkrat znašel seveda v tem običajnem svetu. Ampak moram reči, da sem naletel, da sem imel srečo, da sem me v Zavodu za rehabilitacijo takrat tudi zaposlil, še predno sem dobil protezo in tam sem naletel na dobre ljudi v kolektivu, ki so mi pomagali delati te prve korake v normalnem civilnem življenju. Lahko si pa predstavljate, kako 19-letnikov, ki 10 let živi izven tega normalnega življenja, potem vse zabrenči po glavi, ko se naenkrat znajde kot civilist med normalnimi ljudmi in ko moraš začeti tudi seveda v celoti
skrbeti sam zase. Ampak moram reči, da sem kar zadovoljen s tem, kako mi je to uspelo. Krasno, saj tudi vaši podvigi, tako športni, v bomo kasneje, pričajo o tem, da meje so samo v glavah, ne? Tako je. Je tako. Zdaj, mi bomo danes nekako se podrobneje dotaknili vašega romana Trdoživa Kozjanka. V bistvu gre za pripoved treh žensk, treh generacij žensk. Zgodba Trdožive Kozjanke, moram pa reči takole. Jaz sem takrat pisal roman Šibkost in pogum, zadnji roman iz tiste trilogije, ko mi je en prijatelj, dober znanec, bom raje tako rekel, razlagal, ko sva srebala na dobro kavico, razlagal o težkem življenju njegove sestrične. Meni to ni dalo miru potem. Ko sem končal s tistim romanom, sem se začel ukvarjati s to zgodbo. Uspel sem od njega dobiti tudi telefonsko številko te njegove sestrične in sva se z njo po telefonu večkrat pogovarjala. Mi je marsikaj povedala in dovolila, da jaz to napišem, da spravim to na papir, s tem, da sem ji dve stvari obljubil. Prvo to, da bom to zaradi zaščite nje in njene družine prestavil v popolnoma drug kraj. To se je dogajalo na Kozjanskem, vendar ne tam, kjer je v romanu locirano, ne. In drugo, da bom uporabljal popolnoma druge priimke, druga imena, da ja nihče ne bi posumil, to gre pa za tole Pepco, da tako rečem, ne. In ko sem knjigo napisal, sem ji knjigo potem tudi poslal, srečala se nisva pa nikoli osebno, knjigo poslal in ona jo dala med drugim brati tudi svojemu bratu. Pa jo ni, brat jo ni prepoznal. Rekel je, lej, tule not se pa marsikaj takega dogaja, kar si tudi ti dala čez svoj hrbet, ampak ni jo pa prepoznal. To se pravi, da sem to kamuflažo dobro opravil, ne, in to jaz počnem pri vseh mojih romanih, ne. O vseh romanih pišem ali o ljudeh, ki sem jih osebno poznal, ali pa koga od njihovih svojcev poznam, ampak vse to jaz potem lociram kam drugam. Zdaj v tem vašem športnem življenju oziroma športnem področju življenja ima pa eno zelo pomembno mesto, datum 21. september 1989. A bova povedala ali kar filmček zavrtiva? Vaša ocena. Kar filmček, pa bova potem podrobneje boste videli, da sta vidimo ste pa zdaj. Veste, kako je, midva sva z Ivanom bila, bi rekel, po domače povedano, kot rit pa srajca, ne. Nekaj 10 let sva hodila skupaj smučati, hodila sva tudi po hribih, že jaz sem ga pravzaprav zluštal za to, da je začel z mano hoditi, ne. Hodila sva tudi, hodil je tudi k meni pomagati, ko sem začel vikend delati, ki je bilo treba tista zemeljska dela, pa tako naprej. Kondicije sva imela midva oba na pretek, po zimi smo kegljali, poleti sva bila pa seveda v hribih ali pa s krampom na mojem bodočem vikendu. Skratka, to ni bil problem. In ko smo šli res tako, kot je tule povedano, ko smo šli na Triglav, bil sem 6krat na Triglavu, ne, takrat je dejansko bila bolj za šalo dana ideja, ne, ampak meni to ni dalo pol živca miru, ne, in sem drezal in tako naprej. In naslednjo leto smo potem se zmenili. Res je pa to, da je celotno skrb za organizacijo in izvedbo tega tudi v policiji je bilo takrat na nek način rezervirano morebitno reševanje z helikopterjem. To so pa vse organizirali gorski reševalci ljubljanske postaje gorske reševalne službe. Tako da midva sva pravzaprav samo tja prišla in tu pa ta pa lezla za njimi, ne, medtem ko vse ostalo je bilo pa skrb
njih in tudi recimo tole je snemal zdaj že pokojni Marjan Manfreda Marion, ne, tudi on je prišel tako čisto po taki, bi rekel, dobrovoljni plati zraven, ne, tako pač je. Zato pa jaz zdaj, ker imam to možnost z udeležbo na literarnih večerih, to ponudim, čeprav vem, da to štrli iz koncepta literarnega večera. To vsebinsko to ne sodi, ne, v to reč. Ampak je pa nekaj druga. Jaz želim s tem pravzaprav dati ljudem eno spodbudo, en dokaz, da se da, če hočeš. Marsikaj se da, samo treba se odločiti in zagriziti v to in se da. V imenu Splošne knjižnice in pa v imenu literarnega društva Gnezdo se vam res iskreno zahvaljujemo za vaše gostovanje, da ste bili današnji gost, da ste svoje zgodbe delili z nami, predvsem pa vašo življenjsko zgodbo. Hvala, Maja, za tvoje povezovanje. Dragi obiskovalci, hvala za vaš obisk. Jaz upam, da se vam še ne mudi in da se podružimo še tamle na balkonu. Najlepša hvala. Hvala lepa.